Tadeja, ti si zelo aktivna v vsakdanjem življenju, kljub temu, da si na vozičku. In predvidevam nekako, da moraš na različne stvari pač pomisliti, ko se odpraviš iz hiše na pot. Pa me zanima, katere so tiste ključne stvari, ki jih moramo pač pomisliti, predvsem tisti, ko so na vozičku, pa tudi tisti, ko nismo še na vozičku, ko še hodimo, kje se lahko pojavljajo težave v okolju zunaj. Ja, torej tisti, ki smo na vozičku, moramo predvsem pomisliti na to, ali je kraj, kamor želimo, dostopen za voziček. Torej, ali ni preveč ovir, ali ni preveč stopnic. In seveda najbolj pomembno za nas, ali je dostopen WC, ali imajo WC za invalide, ker na redko kateri WC lahko pridejo z vozičkom, ker so preozki, ker so premajhni. In zame osebno je to največji strah. Ali je WC v bližini in ali je ta primeren zame. Kako pa to preveriš? Je to kakšna, ne vem, možnost ali je kakšna aplikacija tudi glede tega, da lahko to kje preveriš, se to da kje preveriti v resnici? Da se. Mislim, v Sloveniji imam dve, če ne celo tri spletne strani oziroma aplikacije, katere ti dajo bolj podrobno informacijo o tem, ali je določeni kraj, ali gostilna, ali kakorkoli že dostopna za invalide in kako je pač s dostopnostjo do WC-jev. Za določene stvari pa nimamo informacij, se pozanimamo, pogledaš na forumu ali pa pač riskiraš in greš. Jaz imam to srečo, da me mož vedno pomiri in pravi, bomo že nekako, vedno do zdaj smo in bomo tudi tokrat. Tako, koliko zdaj s tebe razumem, si ti nekako ne postavljaš ovir, ne morem nekam iti. Ampak zdaj tudi mož je suport in kljub vozičku greš. Mi živimo dokaj aktivno življenje, gremo pač čim več, hodimo naokrog po izletih. Seveda imam strah, imam ga, pa skušam ga ne vedno pokazati, ampak skušam tudi, da strah ne postane moja največja ovira. Tako da gremo naprej, ja.